Lepo vas pozdravljam na večeru, ki smo ga poimenovali oziroma za Ivo Stiplošek. Danes namreč mineva 17 let, odkar je Iva Stiplošek umrla na to sveto Sofijo, ki se je danes dobro izkazala, kar nekajkrat je deževalo, tudi nas čaka eno lepo leto. In kot veste, večina od vas, z vami smo se srečali tudi v soboto na odprtju razstave, ki smo jo poimenovali ravno z Ivinimi besedami, vljudno vabljeni in ciljeni, Franjo in Iva Stiplošek, proti 70-letjem Posavskega muzeja Brežice. Torej smo pa začeli na rojstni dan, namreč 12. maja 1898 je bil rojen Franjo Stiplošek in nekako se nam je zdela to ravno prava priložnost, da tudi počasi začnemo to pot proti 70 letom našega muzeja, ki se zaključuje oziroma ki se dopolni naslednje leto 26. junija. Se pravi, naš muzej je bil ustanovljen na ta dan 1949. leta. Takrat je bila nedelja, odprtje muzeja slovesno se bilo ob 11. uri, tako da si lahko že danes tudi vi pišete naslednje leto. Naslednje leto mislim, da bo sreda, bomo se skušali nekako v isti uri tudi dobiti oziroma tudi nekako proslaviti teh 70 letih. Danes pa bi se res predvsem pogovarjali o tej naši verni muzejski prednici Ivi Stiplošek. Zato sem zelo vesela, da gostimo v bistvu 6 žensk, različnih starosti, različne povezanosti z Ivo Stiplošek in da seveda bo ta večer nekako prepleten z različnimi spomini, z različnih obdobij, z različnih poti Ive Stiplošek in pa seveda v zaključku bomo zelo veseli, če boste tudi videli kakšno svojo zgodbo, kakšno svojo izkušnjo, kakšen svoj pogled. Ampak danes nekako prvi vrsti na teh naših 6, pa bom začela kar z moje desne, gospa Franska Pečnik, prijateljica Ive Stiplošek, skoraj izvisko soseda, z istega bloka, gospa, ki je dolga leta nekako spremljala Ivo Stiplošek, pa še sama bo seveda več povedala. Potem gospa Božena Vanič-Encinas, nečakinja Ive Stiplošek, ki je kar nekaj časa preživela tudi z obema in ima prav posebne spomine. Potem je naša kolegica Oži Lorber, ki v bistvu je imela tako kot ostale dve, kar nekaj, kakšno desetletje, ne bi v bistvu, ne več, malo kolegici malo več, možnost spoznavanja muzejskega dela oziroma sodelovanja z Ivo Stiplošek, tam proti koncu njenega sodelovanja z muzejem. Potem doktorica Ivanka Počkar, ki pa je malo dlje že v muzeju in je tudi malo dlje nekako spoznavala to pot oziroma kako je Iva Stiplošek predstavljala to našo posavsko dediščino, kaj se je pripovedovala. Na mizi imamo tudi ene prav posebne zvezke, pa v tem, ko smo pripovedovali oziroma bodo naše kolegice pripovedovali. In pa seveda zraven je tudi glas Tadejek. Malo manj, koliko mesto razlike ste videli, ko so prišli en mesec, tako da. Čisto malo manj časa, tako da v bistvu 3 kolegice, ki so soustvarile tudi razstavo, ki je v tem prostoru in si boste lahko v koncu tudi pogledali. In pa naša najmlajša gostja, Andreja Kostnik, ki pa ima srečo, pa nesrečo, da smo se enkrat pogovarjali o tem našem muzeju in je razkrila, da je tudi ona kot mala deklica dobro poznala Ivo Stiplošek in ima tudi nekaj zelo zanimivih zgodb povezanih z njo in seveda to z našim gradom. Tako da res dobrodošle. Hvala lepa, da ste prišli danes sem. Naše kolegice obvezno, 3 pa prostovoljno. Vse pa ljudno vabljate, ni ciljene, obvezno prisotne. Jaz bom skušala ta večer tako peljati, da boste vse dobili besedo, da bo čim bolj teklo. Nisem si pripravila nekih zelo velikih izhodišč, ampak predvsem želim, da se pogovarjamo o Ivi,
da jo malo predstavimo, predvsem skozi vaše osebne izkušnje. In mogoče je prav, da bi začela, ker ni gospa Božena, ne, lahko, ne. Ker ste v bistvu pa sorodnica, no, ko nam malo povejte o življenju za Ivo. Ja, zdaj, kaj bi začela? Jaz sem kot majhna prišla v Bežca. Iva in Tanja sta mi nadomeščala očeta, ker ga nisem imela več. Tako da sem moja najlepša otroška leta preživela tukaj. Kaj bi rekla za Ivo? Ona je bila živi leksikon, prijazna do vseh, če se le dale komu pomagala. Živela je za muzej. Spomnim se, da recimo takrat, ko je v začetku muzeja so bile 4 ure približno, zjutraj, ko je bil muzej odprt, ona je prišla domov, da bo kaj skuhala, so pozvonili na vrata, so rekli, gospa Stiplošek, en avtobus je prišel in je vse zaprla, pustila in je šla, tako da je živela z muzejem. In to vse do konca. To je bilo veselje. In ja, še kaj drugega. Še drugo, bo se še. Vi ste prišli v Brežice, katerega leta? 49. Pravzaprav. Pa sem bila do 54. približno. Pa sem šla pa nazaj v Ljubljano, ampak sem se vedno vračala v njih. Vse konc tedna, vse počitnice sem preživela v Brežicah pri njih. To je bil še čas, ko ste živela še tu ob gradu. Ob gradu, to je naspod, ja. To je bilo do Obrgetovi hiši, do 69. meseca je bilo. Vem se prav, da se bila. 70, no, tam nekje. In kakšen je vaš tak spomin na njo, ko je bila taka mila, je bila odločna? Je bila odločna, je bila. Imela je disciplino celo življenje. Nikda se ni pregrešila prav eni in drugi stvari. Kaj pa je največkrat skuhala? Vsakič, ona je bilo vedno 3 stvari so bile na krožniku, tako kot mora biti. In košček mesa, zelenjava, priloga. Držala se vedno istega reda, celo življenje. In potem od leta 69 ste videli, že živeli v istem bloku? Ja, ampak jaz sem jo spoznala takrat, ko sem od 53. leta sem jo spoznala. Ker sem prišla na Pečico službo. Pa takrat je muzej se začenjal, pa je bil nekaj predmetov dol. Grad je bil blizu, ne? Od sreda, ne? Sreda, ja. In so bili nekateri predmeti zanimivi, pa sta se zanimala za te stvari. In tako da smo se takrat spoznali. Pozneje, ko sem jaz šla v domovor 57. leta, sem pa učila ves čas tako največ, 3. in 4. razred. Ta je pa imel v urniku v učnem načrtu spoznavanje svojega kraja. In to je bilo mišljeno zgodovina, zemljepis, vsaka osnova. In veliko tega se je našlo tu, kmečki upori, to konkretje. In zato sem vsako leto prišla, najmanj enkrat z učenci. In to je bil hkrati
srečanje z njo, čeprav nisem tukaj še živela. Tudi spomnim se, tudi gospoda sem poznala, sem takrat pogledala. Ko sem bila 71. leta veselila Brežice, svoje pa sosede, je tega stika bilo veliko več. Ko sem pa 88. leta šla po pokoj, potem sem pa svoje pa čisto skupaj, pa tudi njen vrst delovala skozi. Sem dobila nov naziv. Takrat so bile neke spremembe v Rusiji, je Gorbačov neke reforme delal, pripravljal, da se je pač sprememba. In jaz sem pa njen vrh, ker je imela seveda zapuščen, 260 kvadratnih metrov je bilo vsega, grmov je, sadje, zelenjava, trava, vsega, lož pa tudi veliko. In je bilo treba, jaz sem imela pa veselje s tem, ker sem imela na šoli 32 let hortikulturni krožek. Mislim, da čisto zelena, kar se tega tiče, ne? In pa veselje, pa blizu je bilo, se je ona sama veliko krat rekla, ja, če bi bilo to pri Svetem Roku, ne bi mir hodili dol, ampak ker je pa to pri gradu, če sem blizu, bomo pa vztrajali, ne? In tako se je začelo potem. In Jaka naziv mi je dala, kar lepo uradno je postal, perestrojka. In to smo dali do konca perestrojka. Da sem držala, da s tem mi je priznala, da sem nekaj spremenila, ne? Ki bo mes pa seveda videti, da sem sam to pripeljala tako. Ja, bile so pa bolje šlo življenje proti koncu. Več smo bili skupaj in tudi čisto na koncu, ko se je poslovila, smo bili skupaj. Ona je umrla doma? Ja, v svojem stanovanju. Malo pred tem je imela zdom, ne novotovrko, pa ni bil prav zdom, malo nižje je bilo. Tudi je visoko kamenje ali kakor. In potem obdom, smo pa tako redili, da je bila doma negovana in doma v stanovanju umrla. In ker ste se v bistvu največ nekako potem na koncu družila, tudi še drugi Brežičani, vseeno kot soseda, mogoče spomnite, kateri predmet je bil pa najbolj ljub, to, kar je imela doma, recimo, da je rekla, to je pa nekaj, kar je najljubše. Tista svetlica, ko je imate vide, to na vsak način gre bila najbolj amerikanka, ne? Drugače pa se sledi Marko. Ja, sledi Marko. To vprašam, kaj pa Marko? No pa mogoče vi povejte to zgodbo o Marku. Ja, ona je rekla, viš prav, ker je nečak bil Marko. Pravi, z njim se velikrat pogovarjam. In potem je tudi rekla prav, da ker je nečak bil Marko in želela ona, da tega Marko prav dobi hčerka njegova. In tako ga je dobila. Res si se Marko meni doma čaka. In res, zdaj, če to navežem, je bila to tudi velika ljubezen, tako kot je recimo Boja dejansko bila kot njena hčerka, absolutno in do konca, je pa Marko je bil pa rojen leta 27, se pravi pred vojno, in je v bistvu bila to taka umetniška navezava. On je kot fantek zelo rad hodil z Stipetom na sprehode in je nosil slikarski kuferček. In seveda ga je tudi on uvedel, iniciacija je bila to v bistvu risarska, da se je že kot zelo majhno bilo odlično naučil risati. In se je tudi pri njegovi retrospektivi, ki je bila 2013 v Ljubljani, se je to videl v risbi
pri teh začetnih risbah, kako je to maniro, pravzaprav ga Stiplovšek naučil, tako da je bil on suveren, pravzaprav, ko je šel na galerijo. In seveda potem on kot mlad je šel v partizane in kasneje potem na akademijo in dva sta zelo ponosna na njegovo delo in sto poskusil v stikih in je še hvala veliko pisan klicev Ija in je to, ona se še vedno podpisala teta Ija in seveda do smrti so bili ti stiki lepo topli, prijazni. Oče je šel najmanj 2-krat na mesec v Celje in potem šel po Detrovijo in potem so skupaj šli v Vini vrh, kjer je tam ena nekaj taka hiška. Tako da je bila to njegova smrt velika izguba, ne samo za starše, pa za nas, seveda pa tudi za Detrovijo. Na srečo je potem prišla Boja iz Švedske, malo, da je lahko spet širko dobila nazaj, tudi ne bi imela svoje okrog sebe. Res potem nisem take vloge igrala, da oče, ki je bil res imel starše rad in je bil tudi ta generacija in je skozi bil v gibanju, tako da se je zelo, kako bi rekla, zelo bil navezan na svoje sorodnike, na starše in tudi na jo. Je zelo zanimivo, da imamo hkrati zdaj tudi razstavo pa vaše mame. Tudi jaz kako vrbila, da sem pogledala, da je treba še nekaj, so se vsi poznali in so bili vsi zelo prijatelji, seveda, ker je bilo to en tak drug skupaj. Pa še ona je, sploh nisem vedela, da je v Krškem pravzaprav so se oni že prej videli, da je moja, da je babica od mame, mama violino je igrala skupaj s Stiplovškom in v igri tudi, ki jo je on režiral. Tako da to sem zvedla potem, ker sem zvedla, da je on režiser bil tudi in to sem potem to povezala, ker imam tudi slike, ker je ona tudi igrala. So se, potem, ko so se mamo pa oče spoznali, je bilo to ena taka lušna povezava, ko ste se bivali v ljudski kuhinji, se pa od tam in tako, je bilo to tudi ena duhovna povezava s Stiplovškim. Ja, zelo zanimivo. Največ tudi vaša mama Zvanič in poročena, zato kar je hodila v Krško, ne? Ja, bila je Ivina, v bistvu, se pravi, Iva je najstarejša sestra bila, moja mama je bila najmlajša. In je bila pri Ivina v bistvu, ko se je z očetom tle spoznala. Ja, ker Danič priimek je Krški, ne? Tako da to, ne? Ženi so tudi živeli v Krškem, tako da v bistvu je zelo zanimivo. Malo smo še pa rojen v Cerknici, kot je bila. Ja, tako da v bistvu ne, so naključja ali pa tudi ne. Ampak če ne bi ona dva nekako v Krškem bila, ne, pač bi bilo kako drugače. No, če pa zdaj malo se vrnemo vseeno v muzej, da se vede, tako kot je bilo rečeno, je bilo predvsem to muzejsko delo nekako tista njena ključna istovetnost. In tudi v muzeju je kar veliko različnih zgodb. Jaz osebno moram reči, da sem jo pač srečala na zadnje leta 96, ko sem pripeljala sošolke s fakultete in se zelo živo spomnim, da nas je še ona vodila po muzeju in da smo razmišljali, koliko pa je ta gospa že stara, pa še vedno mora delati, ker smo bili mi stare 20 let. In nam je bilo to tako, po ene strani kar grozno, no? Ker grozno smo bili pa 3 študentke etnologije, tako da smo rekli, ok, mogoče bomo mi tudi morali. Ampak dobro, ni bilo treba, ne? Ona je dejansko se že leta 1963 tudi upokojila, ne? Ja, tam nekje. Ja. On je nadaljevala. In potem je nadaljevala. Potem zadnja leta rekla, da nema sem inventar, kaj si službec. Ampak je rekla, rada sem med mladimi, tukaj so mladi, prav moji vrstniki, ker je bila že 92 let stara, ki jo je nehala, ne? Je rekla, moji vrstniki, kaj so pomrli, so pa se njeni, tudi tu so pa med mladimi. Ja, no pa mogoče to res je pa istočnica, pa malo, da se možemo še muzej, pa vprašamo Andrejo, ne? Ker ti si pa predstavnica teh mladih, s katerimi se je zelo rada družila.
Pa bomo potem malo kasneje v muzeju pa še ti povej svoje izkušnje. Ja, v bistvu, jaz sem tako raztresena, da spomina in sem se trudila zdaj, ko sem imela pač, da pridem sem jih malo sestaviti. Ampak dejansko se najbolj tako spomnim iz ulice, kjer smo se pogosto srečevali in ona je bila tako zelo zainteresirana za nas mlade, da nas je vprašala po imenih najprej, potem kaj počnemo v šoli, kako je, povabila nas je vedno tudi v muzej, in smo se temu povabilu tudi odzvali. In nam je muzej razkazala. In potem je rekla, da lahko pridemo kadarkoli, ki pač želimo in to smo tudi skoristili. In najbolj zanimivo pri tem je bilo to, da ko smo prišli na obisk, prišli smo ogromnokrat, res, ker ta muzej je pač na duši zrastel, ker smo že tako kot otrok tole spoznali, to malo izven nadzora, kar nam je pa ona omogočila in nam je zelo veliko zaupala, da nas je spustila potem tudi same po hodnikih, po sobanah, seveda na naši prsti so tu vse malo raziskali, pa tudi tam, ko so bile kakšne verige, smo tudi malo pristopili, pa so usedli na kakšen stol, na katerega se sicer ne bi smeli priznati. Ampak pač vse verjetno je to ona vedela, da bomo mi to bolj spoznali vse skupaj. Ampak nam je zaupala, nič nismo nič, sem pač večkrat bolj smo spoznali. To mi je bilo vedno tako kar nekaj fascinantno, da je imela to veliko zaupanje pa interes za naše. Čeprav nas ni poznala tako osebno, mogoče po starših tako mali dvorice, se je zanimala dovoljno. Pa tako, kakšne vrečke s trgovine smo jo tudi prinesli gor. Spomnim se pa enkrat, ta spomin pa ni čisto končen, spomnim se pa enkrat, ko se je zgodil, mislim, nazaj na gradu Rov. Ne vem, pač, ne može da stvari. Ne. Če bi zavisti. Slike so opravili iz galerije. Tega se spomnim, ker vem, da je zelo pretreslo. Seveda, kako se je v zvezi z muzejem dogajalo, se je dogajalo potem tudi njej, osebno in to se spomnim, da smo se enkrat o tem pogovarjali in da čisti sebe in da je upala, da se bo to nekako rešili in bili nazaj in vrlo. Hoče to kot mene, seveda. To je leta 93, sem bila na porodniškem dopustu. In v bistvu, mislim, da je bilo to bolj proti koncu leta. In potem v bistvu dobim sporočilo, da iščejo dokumentacijo z temi slikami in da je bil vlom. In jaz dejansko nisem mogla dojeti, kaj se je zgodilo. In najprej začnem spraševati, kaj, kako, kje, zakaj, kdaj. No in vendar potem povejo, kako in kaj, da je bil po noči vlom. Kljub temu, da smo takrat že imeli alarmne naprave, veste, tako da v bistvu se je nekdo zelo dobro in temeljito pripravil na ta podvig. No in jaz sem ravno tako odreagirala, kot smo stipiša. Jokala. Jaz sploh nisem mogla dojeti, da je to mogoče. In to se mi je zdelo, kot da so mi otroka odvzela, veste. No in potem, ko sem prišla malo sebe, bom rekla, sem potem pač povedala, kje in kako je z dokumentacijo, kako so potem na podlagi dokumentacije napravili prijavo in naprej. Skratka, sem podoživljala z gospod Stiplošek, čeprav sem bila takrat na porodniškem dopustu. Ampak slike so pa našli, ne? Našli, ja. Vse ravno ta dokumentacija je izjemno pomembna in smo pripravljali razstavo. Dejansko smo se na nek način, pač kolegice, ki se obleže v službi, so se spominjale, mi mlajši smo se pa nekako navduševali nad temi zapisi. Ive Stiplošek včasih seveda tudi malo zabavali, tako da mogoče Vlaska bi vi predstavljali te zvezke, ki jih imamo pred sabo. Nismo jih dali na razstavo, pisma gradijo vedno zelo občutljivo, so pa danes tako
omejeno na voljo. Ker je to, tudi je ta Zveščič za nas res dragocen predmet. No, gospa Iva Stiplošek je vse od ustanovitve muzeja zelo vestno vodila muzejsko dokumentacijo. Vestno je popisovala vse predmete, ki so prihajali v muzej in sicer popisovala jih je v inventarne knjige. Te knjige so bile razdeljene po stroki in sicer arheološki predmeti so se popisovali v arheološke knjige, zgodovinski, publikacije, fotografije, predmete v knjigo zgodovina, etnografski predmeti pa v knjigo, inventarno knjigo etnologija, etnografija je bila takrat in pa seveda tudi predmeti kulturne zgodovine pa knjigo za kulturno zgodovino. No, opisovala v to knjigo je vse pisala, ime predmeta, zgodovino predmeta, kdaj je prišel predmet v muzej, ali so ga odkupili, ali je bil podarjen, napisala, kdo je bil lastnik, mere, velikost in tako dalje. No, razen v pisovanju predmetov v knjigo je pa voda tudi takšna, da rekla, vsak dan je pisala, kaj vse se je dogajalo v muzeju. In tukaj imamo mi kar nekaj njenih zvezkov, kjer je beležila, bom se pogledala tegale iz leta 76 in sicer pisovala je vsak dan, kaj se je dogajalo v muzeju. Tudi, če je bil muzej zaprt, je zapisala, da je zaprto. Opisala je, kateri obiskovalci so se ogledali muzej. In to vse po narodnosti. Ali so bili Slovenci, Hrvati, ali so bili tujci. Potem pisala je, če se pripravila razstavo, kako poteka priprava razstave, kdo vse sodeluje pri razstavi, kakšno je bilo vreme, če je bil kdo bolan ali je odšel na teren. Skratka, iz vseh tehle sredstev se da se vidi, kaj se je delalo v muzeju. Pisala je tudi vsa gradbena dela, ki so se dogajala v muzeju, ali je bilo to beljenje, ali je bilo to kakšno misarsko delo, izkopavanja arheološka in tako dalje. Skratka, vse to je ona vodila vse do svojega odhoda iz muzeja. Sicer takrat je res že bolj, ker je slabo videla, je že malo težje pisala, ampak kljub temu se da iz vseh teh zvezkov razbrati, kaj se je vsak dan dogajalo v Posavskem muzeju. Ja, nakratko. Tako je, hvala. In še posebej je imela rada najmlajše še enkrat, ne, za kajčke. Mogoče Ivanka. Ja. Mogoče, ko je Nasta rekla 76. leta zvezda, ko bo vzela v roke, napisala je tudi, a ni pa tam na začetku nekje, zapustila se je Ivanka Počka. 80, ampak 76. da sem prišla, namreč spoznala sem gospod Stiplošek prvič leta 76, takoj kot mlada diplomantka, ki sem prišla v muzej voditi na študentsko prakso. Bilo je zelo mrzlo in se potem so se večkrat spominjali, kako me z odejami oblagala in so mi pomagali tudi šlopčkom, da sem se segrela, ker je bilo res strašno mrzlo. Dvakrat sem tako bila, po mesec, dva, tukaj. Takrat so prve stike navezali in takrat sem ugotovila to, kar sem hodila povedati na začetku svojega govorjenja. Gospa je bila gospa. Gospod smo vedno klicali gospa Stiplošek in nikakor drugače. Tudi, ko so bili socialistični časi in ko so nekateri ustrajali, da je tovarišica Stiplošek se je kar stresla ob tem. Do nas je pa gospa in do konca je pa gospa. In tudi obnašala in nosila se je tako kot gospa, čeprav po drugi strani bila zelo skromna in zelo
potrpežljiva oseba. Pa odločna, kot je, ko ste rekli. To je bilo tudi znano prijazno do vseh in vsakogar do zakajčkov, pa še sploh, kot je gospa Hostnik povedala, vsakogar je vprašala, kako je tvoje ime in potem se je to zelo dobro zapomnila. Vse naše otroke je vedela jasno po imenih, to ni pozabila in vsak od otrok, ki se je zadnji rodil, je dobil, ko je mečko odrastel, je dobil od nje prve sadeže z vrta, ki ga je obdelovala, kot je rekla gospe, vrtnarica, moja vrtnarica. Mene je rekla, da ste vrtnarica, ker je verjetno ni verjela, da bom vedela, kaj je to perestrojka. Potem sem se še tukaj podčrtala, ko sem se nekaj tako oblasila, ko že ni bila več ona v muzeju pri njej, ko si delala terenske zapiske. Kar bi rada povedala, ja, to o svojem imenu tudi, ne? Njeno ime je bilo Iva, pravzaprav je bila imenovana po očetu Ivanu Nepomuku, krstno ime je bilo Ivana. Kot otroka so jo klicali Ivanka, v nemški meščanski šoli pa Johana. Kasneje so jo klicali Iva in rada je rekla, se pošalila z nami Janez Nepomuk, kako že? Skočil, vodosmuk. To je bilo potem, ko smo imeli razstavo o vodi, zelo težko prevesti, no? Mislite, kako bi se to v angleščini glasilo? Strašno težava so bile, ampak to je bilo stalno na dnevnem redu bilo tole. Vedno se je spomnila za vse zovke, ki danes je zovka, za vse svetnike je vedno rekla, veste, kateri dan je danes in potem smo se šli poučiti, kdo ni znal, smo šli odpirati knjige in nemščine, vse je razlagala izbore imen, zelo je bila široka. Legende teh svetnikov. Legende, pa ko ste prej omenili o teh kipih, ki jih je imela en ženski kip je poimenovala Klara, pa je rekla svetnica, sej ni bila v resnici Klara, je rekla, sej ni bila, ker je roka manjkala, pa so jo gor potem nekako pritrdili, v roki imamo ponovati atribut, predmet, po katerem se pozna svetnika, ni imela roke, ni imela atributa, ona je rekla, jaz sem pa kar imenovala Klara. Zame pa Klara. Zanimivo iz njenega otroštva, še to, kar mi je zaupala, je bilo, da je pripovedovala o svoji varuški Neni, ki je bila pravzaprav Neška v Cerknici. Verjetno mlajša oseba, ta Neška oziroma Nena, kako je pripovedovala in pravljice. Eno od teh pravljic je bila, kako je pastir gnal ovce domov, veliko ovce je imel, pa je prejel te ovce, morala so čez potok, in potem je nehala govoriti. Ko so otroci smo rekli, dej naprej, povej naprej, ne? Rekla, pa čakajte, da boš šla se ovce čiti. Da spet druga, to so bile take zanimive. Jaz spet mnogi so me te zgodbe zelo zanimali, kaj so pripovedovali v starih časih otrokom. Druga je bila pa o železnem možu. Enkrat je bil en železni mož. Je imel roke železne, noge železne, vse je imel železno, tudi glavo. Pa spet ni bilo nič naprej. Pa niso nič več vprašali, ker so že zaspali. Danes so zaspali, no. O jedeh je bilo prej govora. Iz otroštva se je spominjala ene posebne jedi z nadevom iz smetane in jajca. Jaz ne vem, če je to kdaj potem tudi delala doma, ampak to je bila zelo ljub spomin na eno posebno jed iz smetane in jajc, ker smetane so bile dvojne, je rekla, iz kislega mleka in pa iz pregretega mleka, verjala taka smetana. In povedala je, da so to pripravljali posebno koscem, ker so morali tako izdatno hrano jesti.
Zalili so jo pa z vipavskim vinom, nekaj recepnici in kaj drugega kot vipavsko vino. Na stara leta mi je pa rekla, jaz bi tako rada spoznala enega starejšega. Veste, kaj si želim? Enega starejšega človeka, enega toliko starega, pa mogoče tudi malo mlajšega od mene, samo da bi bil tako približno, ker bi ga rada vprašala, kako se počutim. In je spraševala župnika, rekla, pa dajte mi povedati, a je ki kakšen takle človek, ko se je z njim rada pogovarjala, pa mi ga niso našli. To je bila njena želja. Od svojih, rekla sem, kako se pa počuti ob tem z ljudmi moje starosti. Jaz sem takrat, ko sem na to sprašvala, 47 let, pa je rekla, 47, to se pa spomnim, 47, takrat sem jaz začela, ko sem bila tako stara. Dobro je bilo. In prav, jaz sem starejši prijateljica, imam Ivankico, Herto in Eriko. To je našteva. Rekla pa je, da se je odlično počutila, ko je bila tako stara, kot sem bila jaz takrat. O lepoti sem jo spraševala, če je bil njen mož, vse ste videli na razstavi, zelo čeden človek, zelo lep človek. In je rekla potem, ja, da je potem kasneje gledala v življenju, pa da enega takega ni videla, kot je bil tako lep. In potem, ko je umrl, je rekla, da nekaj časa dolgo časa ni mogla pogledati v trgovino z moškimi oblekami, ker je bila tako žalostna. In jo je dolgo to zasledovalo, ker ko sta bila skupaj 7 let, ko sta se poznala, potem sta se poročila, pa sta bila 18 let skupaj v Krškem, potem sta bila 18 let skupaj v Brežcah. No in takrat, ko mi je to pripovedovala, je rekla, zdaj pa že 37 let, odkar je umrl takrat. Pa o strankah v muzeju. Mogoče malo kasneje, ja, o tem, ker sem, ko si govorila pač o Stiloško umetnosti, ona je študirala tudi umetnostno zgodovino, ne si prekončala, so bili drugi časi, sta vidve pač o tem, kaj več se pogovarjali, kakšen odnos je imela tudi do slikarstva svojega moža. Je ona tudi kaj risala, kaj takega? Ne, jaz mislim, da risala ni, seveda zelo spoštovala delo svojega moža in to nenehno v bistvu tudi opozarjala nas in prenašala na nas sodelavke in sodelavce. Je pa tkala, ona pa tkala, imela statve, kot vem, in v bistvu je zelo rada tkala. Ampak mislim, da v teh letih, ko sem jaz prišla v muzej, ker sem v bistvu prišla sem 89 leta, v tistih letih ni več počela tega. Imamo kakšen izdelek? Aha, imate vi. A je? Imam 2 tepiha, ki jih je sama naredila. Franjo je naredil model, narisal, ona je pa stkala. Ampak to je bilo še po moje v Krškem. Pa je pa tam nekje v Brežcah in nikdar bila tega. Imela je statve, imela na podstrešju, pa po močih nastavitve. Mi imamo kar nekaj predmetov, ne? Ene statve so njene. Meni se zdi, da je To ne znam. takrat, ko se je selila. Zakaj se je pa selila? Je bilo to pač... Stanovanje je bilo preveliko, drva je imela daleč dol, tako da pri njenih letih bi bilo nemogoče, da bi to... Centralna je bila tu. Klepa, ker ravno to je rekla, pomislila, da bi še živela tam, prav zdaj, sam to obrnem lahko, pa se greje. Prej je bilo pa težko. Ker so stanovanja, 4 metre sigurno, naučila peči, zjutraj zračila, podkurila, drug dan zjutraj so brez Petrošca na ornih.
ni bilo lahko. Zletnici ne bi zmogla. In potem se je muzej vozila s kolesom. Tistim, ki ga imamo zdaj na razstavi. Ne? S tem kolesom je bilo tako... Čez park hodila. Da je Neda že zelo zgodaj, ko sta prišla v Krško z možem, je rekla, da prva stvar, ki jo je zanimala, je bila, kje bo Šiviljo dobila. In potem se je vozila in spoznala Šiviljo Zajarico, v Sklaneci, v Krki, in se je vozila tja s kolesom. In potem kasneje pa tudi nekajkrat iz Brež s kolesom, ampak ne prav veliko več. Franjo se je vozil. Ja. Mene je dal, ko so imeli skopanine izkopavali v Dobovi, je dal eno deščico, kolo je imelo prej take plečke. Dal eno deščico, tam jaz sem stala, pa sem se držala, pa sva šla v Dobovo. Drugače je bilo kolo nemške izdelave hiše. Ne vem, zeleno se bo potem videla, sem si takrat, da sem bila tudi tako flepša, sem si celo to zapisala, kakšno kolo je imela, ki je stalo 1000 dinarjev v Zagrebu. Takrat tudi kolesti bilo veliko. Tičko pa nisem imela. Ja, seveda, kar... Da se želi na pogovor s svojo generacijo. To moram povedati, da je ona imela 4 sestre žive, ne? In tam so se dobivali redno pri slavi, ne? Pri mami, oboje. Tam je pravzaprav bil en tak center v Ljubljani in ko se je recimo prababica, ne, imela recimo 90 let, ali pa tudi 80 let, smo vse to praznovali pri bojnih starših, ne, mislim pri mami in pri tam je bilo vse tako svetovljansko, ne, mislim, sestre vse so bile tako svetovljanske in vsa familija. In tudi Iva seveda je zelo rada bila v tej družbi. Tudi sestre so bile vsaka po svoje, ne, Slava je bila najmlajša, ne, mama od boje, ona je bila najstarejša in je bila tudi nekako so tu sestre upoštevale, ne, tako da je imela nekako tako spoštovanje kot prvorojena. In potem je bila moja babica je bila drugorojena, pa potem je bila Anica je bila tretja rojena in potem je bila še Olga. Ne. In vse so bile tako, že rekla, emancipirane ženske. In vsaka je imela eno svoje razmišljanje. In to, ko so se dobile, pa če je bilo to pri Vaničih ali pa če v Celju, ona je tudi redno v Celju prihajala na obisk, in tako kjerkoli so se pač dobile te ženske, ne, je bilo tako živo, ne, posebej največkrat se spomnim na Vaničih, pa v Celju seveda, da je bilo to zanimivo poslušati, ko so bili otrok, ne, ker so bile zelo razgledane in je bilo res ta debata, je bila taka živa, da so vso politiko rešili. Tudi Iva, tudi ne samo ta prababica mama od naših, od Ive pa od, ker nas je otroke rada obdarovala, smo dobili mlade ulice in take zadeve. Tudi Iva je nekako to vlogo potem nadaljevala, oziroma vedno si dobil kaj ne za maturo, recimo se spomnim še, in, da je tako vedno bila pozorna, no, je imela zelo rada otroke. Sej, vi ste pa nesla tudi to družinsko drevo, ne? Ja, to so samo izbene. Drevo je ogromno, jaz sem tu sam za njo napisala. Ja, vse v redu, lahko pokažete ali ja, pokažemo? Ja. Ne, to strano bo to za. Danes se bolj Ivi posvečamo, ne? Enostavno sem, ker tiste imam jaz je več tisoč ljudi. V glavnem imam od Ive nazaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generacij sem dobila. Do 1640 približno sem prišla. Iva je rojena v Cerknici, za očeta pa ne vem. Imam podatke, ampak ne vem, ampak po moje, da bi vložil tudi on, ker je cela družina nazaj, vse do
sred 1600 je vse izložil. Res, ne? Medtem, ker po mamini strani, to se pravi, oče za očeta vem, da je bil trgovc, so imeli trgovino s mešanim blagom v Cerknici, pa župan je bil. Tisti čas je bilo župansko mesto, neplačano si mogel med denar, danes je ravno. Ker po mamini strani so bili pa izpod Klima, Presarja, okolica Presarja. Tam sem pa tudi prišla zaenkrat do 1700. Zdaj sem odločila, ne? Presarja še sestra bila. To pa ne vem. Ja, točno. Ja, To ste rekla, če boste pojeli. ja, mogoče tam na klavirju počaka, ne? Po mamini strani so bili pa gostilničari. Kako vi ste potem se družila najbolj proti zaključku? Je pila čaj, je pila kavo, kaj je pila tudi v muzeju, tako take stvari še malo? Ja, to kavo jedno, ne vem kako redno. Ja. Da bi jo doma kuhala, razen zjutraj, popolne. Ja, enkrat da danes si godila. No, kaj bo v muzeju, če malo teh... Ja, v muzeju je, nisem pa naredila, samo jutro, ko je prišla. Ona je prišla okrog 8 ure, šla odpreti muzej, potem smo kavico skupaj spili, tisti, ki smo bili prisotni. Če je bila kakšna, smo imeli kakšno slavje ali je bila kozarček vina, mislim, da nič več, kozarček, je bila res mirno, tako kot ste prej rekli, in to, odhajala ob enih domov. Skratka, imela je red, res imela redno disciplino, tega se je držala in se združila z nami, tudi če smo šli gledati na kakšen sindikalni izgled, spomnim se, da smo šli na nekega leta, mislim, da je bilo 83, skar smo šli v Zagreb s vratom. Pa nam je ona pokazala potem en lokalček, kjer kamor smo šli jesti dirice. Hvala, dirice se spomnila. Ja, to nam je pokazala. Ali pa, mislim, ona je bila živa, zdrava, vesela. Tudi, recimo, ko smo imeli sindikalni piknik v Gaju pri Gregoričevih, je ona z nami balinala. Nič je ni bilo narobno, vesela je tekmovala z nami. In recimo, ob pusto je sodelavka našemla v plovna, pa sem prišla nam pokazati v pisarni, pa smo se res tako sem se nasmejali. Mislim, pri tej starosti pa je bila še tako vesela in se je pustila, da se je našemli. Skratka, res prijazna, vesela, rada je se družila z mladimi. Mislim, da je to tudi nekako dajalo bolje do življenja. Če so bili najljubši obiskovalci, taki mladi, ki vas je pustila po... Vsi se jo spomnimo po teh enakih najrastnostih, kako je imela rada otroke, pa kako je bila tako prijazna, res. Kaj ste potem na cesti kar počakali, pa na ljubavni smo. Ker si živela pač 3 bloke naprej, ne? Ja, mi je kar korak zastal zdaj na spodaj na stopnički, ki sem jo zagledala na fotografiji. Tako jo imam skozi spominoma, od prvega dne do konca. No, tudi do razščajočih je bila zelo prijazna oziroma važna in usmiljena, bi se rekla. Gospa Blanka Urek je iz Vrhjega hodila v šolo, peš, v Mešansko šolo in gospod Stiplošek je to videl, se mu je zasmilila in njo in še nas v šolo pomiro, sta vzela k sebi v stanovanje, pa sta 3 leta bivali tam. Takrat sta Stiploškova živela celo nadstropje te hiše. Potem so pa kasneje, ko so v Cerkljanski garnizone zahteval prostore za svoje
vojaške osebe, sta se morala skrčati, oziroma sploh sta uspela še ostati tam, kakor so jih začeli, ampak potem jim je uspelo, da sta se skrčila v en del, ostala je samo še salon, ki sta ga odstopila tema dvema dijakinjama v meščanski šoli. Onda ste se pa potem tam naprej bil še atelier slikarski, kako mi je povedala gospa Blanka, zadnjič na otvoritvi. Škoda, ker jo ni, ali je ogromno spominov povedala o njima, kako sta bila zelo dobra, neskončno dobra. Sta pa pomagali v muzeju, čistili sta predmete, prostore, pomagali. Mira, če živim. Potem je pa ona pa pri moji sestričini v Trbovah stanovala, ko sem službo dobila v gimnaziji. Mira. Ja, nik ste želeli. Drugom je, ko je poškala pa Škogresa tudi. Tudi ni imel kje stanovati, je tudi pa ni stanov en čas. To se tudi spominja. Pa to je dal kakšen prispevek za stroške, ali to ne veste? To pa ne vem, ker sem bila leto majhna. Ampak sta poskušala pomagati, kolikor se je dalo, kolikor je bilo v njihovih močeh. Prav, Stanko Škala je bil izobrežen, ne? In da danes to ni razdaljen. Ja, ampak meni se zdi, da je prišel takrat v gimnazijo, kot profesor. Pa ni imel kje stanovati, ne pa ni bil. Ker direktor je bil pa potem prehranil, šel v penzijo, je on bil direktor. No, jaz sem zelo vesela, da nam tako lepo ta pogovor teče, sem pa zadolžena jaz tudi za uro in tudi zato, da v bistvu danes res odpiramo. No? Mi smo v soboto odprli razstavo. Razstavo bo eno leto na ogled. Bomo pripravili še več sorodnih večerov in zelo lepo je bilo tudi že v soboto, ko so različni ljudje prihajali in že delili z nami spomine, čeprav mi zdaj nismo šli v to smer raziskovati, ampak se pa ta naš projekt nadaljuje. In tukaj gospa bo sicer huda nama je nič hudka. Bom jaz preživela, ona pa tudi, gospa Herta Kovačeviča, ne da? Ker reka, da se noče nič izpostavljati, ampak Oži nekako ne, se je v bistvu ta vez z vami in tukaj je tudi ena odlična fotografija, ki smo jo dali tudi v publikacijo, se pravi Iva Stiplošek na tej gugalnici, kar je bilo sploh nam mlajšim muzealcem tako zelo zanimivo, ker to, kar so kolegice povedale, ves čas govorijo zelo spoštljivo o gospe Ivi Stiplošek, ves čas tako, mi se včasih jo dojamemo tudi tako bolj igrivo, ne? Ampak naše kolegice rečejo, ne, ona je resnično gospa. Ne? In ko smo mi recimo hoteli Ivine zakajčke dati naslov delavnice v soboto, so bile proti, ne? Zakajčki, gospe Ive Stiplošek, ki mora biti. Ne? Tako da smo to poštevali, ampak seveda ta fotografija je pa nastala kdaj in če sem čista kratko, no? Ne se jezite, ampak te veste, ni veliko priložnosti takih. Aprila 9. je imela rojstni dan. Mislim, da 95 let, to je bilo 1. maja. So bili nasi. Tam, kjer ste vi večkrat tudi povabili in tako, ne? Nekdo, da ne rečem vikendi pa si. In so znali z mamo pešti na Sobini vas zjutraj, ker so rekli, da ne bo še vroče. In so jo mahale, so bili nas. Nazaj so pa rekli, mama, pa kaj paše, se bomo pa pelale. Se pravi, z mamo ste vi, imate vidve isto ime, ne? Če je prav razumno, ne? Z mojo mamo? Vašo mamo, ja. Ne, jaz imam po njeni sestri. Aha. Ki je umrla. Moja mama je bila Marijeta, Greta so jo klicali. Kar je bilo rečeno, se pravi, tudi sestra je bila prijateljica, ali to ste živi? To sem jaz, moja sestra. Super, super. Kaj pa, še kar nekaj takih res lepih družinskih fotografij, ki jih sicer nismo čisto umestili na razstavo, jih bomo kdaj pokazali še. Dejansko danes je mednarodni dan družine, ne? In se mi zdi, da smo zdaj to pokazali, kako v bistvu kljub temu, da niste imeli svojih otrok, ne?
sta imela pa v bistvu kar veliko družino. In se mi zdi tudi ta primer pokaže, da pač, če nekomu niso dani otroci, ne, pa nekako to naklonjenost potem razda tudi drugim. In največ je tudi nekako to pri vas, ne? Ja, ko se je Igor rodil, moram povedati, je rekla, Raštaj, ko boste voziček kupovali, za eno kolo bom ga jaz dal. In ko je bila vnukina moja rojena, so prihajali obvezno tudi njo iskat in je gospa, rekli smo ji kar teta Iva, tes je imela mogoče 2-3 leta, je rekla, laska bo take po angliček in ta angliček bo ona dobila. Ker je bila enega anglička na skrinji. No tako, bi zdaj prosila, mogoče, če še kdo želi kaj vprašati, kaj povedati, ker vem, da je kar nekaj vas, da imamo gospoda Miklavžina, ki je pa učenec, ne, Tanja Stikloška, ja. Da pa zdaj zlivo menci kaj, no? Če povem, da kratko stvar. Jaz bolj sem prasen šolca, v osnovni šoli. In v prvem razredu nam je en dan odpadl pouk, ker smo spomladi, in v tak nek sončni dan, in pravi, da veš malo bomo pogledali. Zdaj smo prišli v hišo, prav, ko je gospa prva vrata rekla, a si prijatelja pripeljala sabo? In potem sem jaz šel noter in sem si ogledal slike in da sem prvič videl takrat slike gospoda Stikloška. In pa po 10 letih smo potem hodili na učenje gospoda Stikloška. Tako da do smrti, ker je 63 letov umrl. Torej 2 leti pa pol sem bil stvarno dosti. In koliko časa na dan, kolikrat ste se to srečevali? Ja, jaz sem hodil vsako nedeljo, potem pa tudi čez teden smo hodili na teren, slikati. Drugač pa v muzej sem šel z njim. Integracija je ravno v muzeju, ki je poznala ta slovenska festivala na stopnišču, to je bilo 61 leta. No in takrat imam to tudi razkazoval. In pa povedal, kak je bila dvorana restaurirana, 59 leta. Zanimive stvari, takrat razlažene in to. Kako je vse na pomaki bilo tudi češteno. Takrat sem tudi spoznal prve restauratorje, Slova Kvasa, potem kolega Borisa Jezdiga, stara kolega. No in tudi pozneje smo večkrat srečali. Srečanja sem bila vedno zanimiva, gospa prijazna, ko sem hodil k njim na nedeljah, na svetene. Ko sem hodil v muzej, me je vedno spraševala za družino, kako se je zanimala. Vetkrat smo potem se pogovarjala o boji, ker je dal švedske. Prijetni spomini in prijetna druženja in pa razloge. Bila je zelo načitana in, mislim, žive sigurna. Ampak, kakšna stvar pa se je tudi malo zmislila, ne da? Je bila taka igriva, nadaljiva. Ja. Ko je umrla, je gospod sin pohajala s strani, je prišel in tam 7-8 let. Rekel, veste prav, zelo nam je žal vsem, pa jo bomo zelo pogrešali. Zaradi tega, ker je vedno imela bombone v žepu, kadar so prišli, vem, da je bil eden od fantov v hiši imel sladkorno, je rekla, veš, on pa bombonov ne smemo, pa posebno žvečino gumi za mene. To je bila tak, otroka mi je prav zadala. Ste rekli, da si tudi izmislila, ona je
otroki, ne, in ni poznala, ampak je znala navezati pogovor, izvati ga. Recimo, če je lepo zdravo, ona prijazno zdravila in, to je bilo za njo, in, zdaj pa moral neko temo povedati, ne. Potem se je pa razvezalo. Lahko pa je bila to kultura, pa je lahko bila narava, pa lahko bila politika, pa ne vem kaj, umetnost. Posod je bila doma in pogovor stekel, se poslovila s tistim, ni vedela, kako se pogovarja. Izdaljiva bila. Morda in, ne. Čakala, rekla in, kako ste pa in, ni treba povedati. Ja, še kakšno misel, vprašanje? Še nekaj je, ona je bila tudi navdušen planinsko je bila mlada. In ko se je v Brežicah 1950. leta decembra ustanovilo planinsko društvo, imamo zapisano, ona je bila prvi blagajnik. Upravljam odboru, podedil, podedil, imam prav, zapisni drugoj. Pa reči se to, ker sem jaz tako razbirala nekaj. Ja, no, to, recimo, največ tukaj tega, da se je zdravila do upravljam odboru, planinsko. Ne, res nismo vedeli, ampak je pa res, da imamo nekaj dokumentarnih fotografij iz planino, med drugim iz Puma. Ja, in jaz moram povedati predvsem to, da v bistvu, ko je gospa Stiplošek odšla iz muzeja, nas mlajše vedno vabila k sebi na obisk, ne. Ko sem nas v priliki, pač popolne, pač nisem mogla od doma, ker sem imela malo otroke, živa bila takrat stara, 4-5 let, Janže še mlajši. In tako da sem jaz včasih med malico skočila, ampak seveda ta malica se potem vedno zavlekla. Tako da se nisem kaj dostkrat mogla to prvoščiti. No, ampak hočem to povedati, da v bistvu potem je gospa Stiplošek si pač vzela čas in v bistvu so pregledovali fotografije. In potem je marsikaj povedala tudi o svojem možu, o njegovi življenjski poti, ampak moram pa reči, zelo malo krat je pa govorila o sebi. Predvsem o možu, o njegovem delu in tako naprej. In je pa res, da je bila vedno znova je dobivala kakšne informacije od tistih, ki so imeli v lasti oziroma slike, grafike, risbe, torej Franja Stiploška. In tako v eni priliki, ki sem prišla k njej, mi je rekla, joj, danes sem pa tako navdušena, tako vesela, oglasila se mi je Ruth Gagarin iz Amerike. Iz Leskovca je bila doma in v bistvu prijateljica gospoda. No in v bistvu ona je tudi spremljala gospodovo delo Franja Stiploška in nepreletno ima spremljala. Tako da v bistvu ravno tistem času je bila, mislim, da ta razstava v Moderni galeriji in v bistvu je ta gospa Ruth Gagarin to zasledila in v bistvu čestitala gospa Stiplošek. Ni mogla več gospa sama pisati, odgovor na tisto pismo, se bi jaz pisala. A res? Po sebi res ni imala nagovoriti, nikoli več, ampak je pa zelo rada povedala o ljudeh in je bila vedno hvaležna, recimo Otto Aumanu, ki je rekla, da je bil človek, brez katerega muzeja verjetno ne bi nikoli bilo v Krškem, in potem Peka Poljanška, Ignasa, očeta Miloša Poljanška, zelo bolj posebna. Je rekla, pa sem Pek je bil, ampak brez njega pa tudi tukaj ne bi muzeja nikoli bilo v tem gradu. To je pa res rada povedala, od drugih je rada povedala in je pohvalila. Dosti ima
ki se je pa jezila ali pa kritizirala koga. To se pa ne spomnim. Se to spomnim? Kaj podal? Nekakšne negativne govore, če je nanesla, da ne bi se razvijali, zavirati v drugo smer, prekinila. Tega ni hotela razgledati, ne. Politika je pa zanimala, ne? Ja, to pa vse Lavičeve. Vse, kultura, politika, dogajanje, život, Jaz se spomnim, da je tudi gospa Neta, ki je ravnateljica Mariborske galerije, Ona je delala diplomo, če se ne motim, iz Igloška, in da je ona njo tako sprejela, da je kar pri njej bila nekaj časa in tako da je bila čisto navdušena nad njo. Ko je omogočila se tu lepo speljala vse, ker je to vse izgledala. Ja, to je res. Skrati je tudi tako postreglana in tako sem razumela. Tako sem je lepo sredila. Ja, to je res. Leta 1979 je bila v Mladem Stiklošku pripravljena v Savskem muzeju kakšna retrospektivna razstava in v bistvu to razstava pripravlja Neta Gabrišek-Krasenc. V tej razstavi je šel tudi katalog in 79. leta smo potem dobili tudi stalno galerijo Franje Stikloška, spominsko galerijo, ki je še dan danes v sklopu muzejske zbirke. Tako da v bistvu leta 1996, če se vrnem k tistim srečanjem, ko sem se včasih prvošla privede do gospe Stiklošek, v bistvu me je ona kar zasula s temi svojimi fotografijami in tako da prvi sklop te fotografij smo mi probili 96. leta, drugi sklop pa potem 97. in 98. je bila potem obletnica tega rojstva Franje Stikloška in ko smo nekako z gospo se dogovorili, ker smo pa ravno v tistem obdobju sodelovanja z galerijo Dolenjsko oziroma z Dolenjsko banko, ker je bila takrat tudi galerija, smo se nekako dogovorili, da bi to dokumentarno gradivo skupaj z ilustracijami, kar v bistvu Stikloška kot ilustratorja pravzaprav niso poznali v Brežicah nasploh, in v bistvu smo rekli, da bi napravili takšno razstavo. In gospa je bila zelo navdušena in v bistvu to zelo podprla in tako smo potem napravili to razstavo Rojstvo zapisano v večnost. No, sicer med Brežičani je bilo malo negodovanja, češ da v bistvu Stikloško bi lahko kje drugje v muzeju pripravili kakšno večjo razstavo, ampak vendar. V bistvu v samem muzeju je bila takrat že njegova spominska zbirka in v bistvu je bilo, gospa Stiklošek se je strinjala, da gremo ven iz muzeja, da je to predstavno, da Stikloška z manjšo zbirko, z manjšo razstavo, z dokumentarnim gradivom, ki ga je ona pravzaprav darovala pred 2 letoma, oziroma zaporedoma leta 96 in 97. No in tako v bistvu je bila gospa Stiklošek pravzaprav zelo zadovoljna s to razstavo in na koncu me celo poklicila, da smo se še skupaj zahvalili gospe Ilo Valjali, ker nam je odstopila galerijski prostor za to razstavo. Nova Ljubljanska banka, zdaj to mogoče ne dajo se splavali, da je to, ja. Tukaj imamo v bistvu še izjemno zanimivo je bilo ustvarjati to razstavo, katere del bo potem predstavljen tudi v Krškem, ker je seveda tudi ta Valvazorjeva hiša v Krškem, kjer je danes tudi muzej, je zelo povezana z njunim delovanjem. Tudi imamo kar nekaj predmetov, oziroma najbolj je to, da je ona pri Engelsbergerjevih delala tudi nekako bila ena pomembna vez za ustanovitev muzejskega društva, za ustanovitev potem tudi muzeja, za začetek posavskega muzealstva, kajti takrat so si že zadali povezovanje obeh pregovorih Kesave. To muzejsko društvo je bilo ustanovljeno za politično okraja Brežice in Krško, tako da
nekako je ta Posavski muzej začel že takrat se ustvarjati, ne? In tako da smo kar pred kar velikimi izzivi, bomo še velikokrat se lahko srečali, bomo zelo veseli še novih informacij, novih zgodb, novih pripovedi, novih pogledov na to obdobje, novih nekak teh, se mi zdi res, da so samo lepe zgodbe, kar se ide s Tiplošek tiče, ne? Tako da kakšne druge stvari, dobro, Franjo je bil moški, ne? Pa se mi zdi, da ta moška družba včasih zelo drugačna, kot je ženska, se jaz motim, ampak potem tako poslušam, ne? Jaz sem nekako, nisem njega poznala, njo ne zelo dobro in potem različne zgodbe, ki še vedno krožijo in po Brežicah so zelo zanimive tudi o rivalstvu med umetniki in tako naprej, ne? Iva je pa nekako zgleda bila ves čas tisten tak pozitivni vezni člen in vedno v teh lepih mislih. Imamo tudi kar nekaj zapisov v knjigopisov, kjer je hvaljena, ne? Pa tudi kakšne zahvalna pisma, ki so prišla z različnih koncev, zahvalo, ker jih je tako lepo vodila. Tudi včasih še danes srečamo obiskovalce, ki se je še spomnijo ali pa znajo kakšno stvar povedati, da jim je Iva Stiplošek povedala, naprimer, kako je veriga prišla na naš grad iz Šentvida, je bilo izstopa ustaljena, so mi zadnjič povedali, ne? In ker je to Iva Stiplošek povedala, je to mogoče in zagotovo res. Enako tudi, ne, glede Viteške dvorane, da je pač bila ustvarjena za poroko ene izmed Atensovih hčera, čeprav po podatkih nekako so te hčere zelo majhne, ko je dvorana nastajala, ne. Ampak se mi zdi, da je imela res to, ne, to, kar v bistvu tudi zdaj si želimo in verjamemo, da ljudje verjamejo v temu, kar v muzeju zvišijo, da smo mi tisti, ki smo zaupanje vredni, ne. In se mi zdi, da je ona res dobro te temelje postavlja. Tako da imamo še kakšno vprašanje, še kakšno misel? Ja, še dolgo so spraševali po njej, ne? To je pa čista resnica. Ko je ni bilo več tukaj, ko so prišle skupine, ali posamezniki, ki so rekli, da bi radi gospodi na vodstvo. Drugi nismo prišli nekako upoštev, ker je ona znala to najboljše in najlepše. In prikupila se je. In so zelo pogrešali. Moram reči, na pogledu sem vzela njeno, da je Ana, da sta Ana in Franjo rešila eni sakralni objekti, da niso poslušali tako odgovarjali. Roko cetko. Ja. To se je zelo zanimivo. On ni pustil. Ja, je kar nekaj dopisov, kjer tudi opozarja na pomembnost Viteške dvorane, ne? Kaj je treba narediti. Takrat se je tudi trudil že za promocijo, ne je vabil novinarje, da so tem poročali, smo kar odkrivali zelo zanimivo dokumentacijo, ki je bomo tako počasi še bolj podrobno tudi skozi takšne večere predstavljali. Jaz pa mogoče bi se na tem mestu zahvalila vsem mojim sogovornicam, ker večer se seveda nadaljuje lahko z ogledom obeh razstav, se pravi trije razstave naproti 70 letom muzeja, letnica tam letnica, in pa naprej v galeriji tudi še do nedelje razstava Kiparka Alenka Žen Šuštaršič, ne, se pravi žene Marka Šuštaršiča, Krčanke nekako, ki smo jo posvetili kar nekaj časa v galeriji in v petek, vas prijazno vabimo še na zaključno vodstvo ob 11, kjer bomo to razstavo lepo povezali s tem, kar smo dejansko že ves čas razstave počeli. Na zelo zanimive načine smo jim predstavljali tudi najmlajšim, tako da tukaj moram pohvaliti našo pedagoginjo Silvijo Skrivalnik, ki se je zelo trudila pri tem, da so najmlajše oziroma različne generacije podoživljali to razstavo. In mogoče ste opazili kakšen prispevek na Ansat TV, je bilo to zelo lepo povedano, kako so uživali v tej razstavi. V četrtek pa odpiramo tudi dopoldne, ker je sodelovanje z vrtcem,
in z ekonomsko in trgovsko šolo za oddelkom za odgojiteljice, tudi razstavo, ki pa je povezana z Mednarodnim dnem muzejev, kar je v petek, in povezana z Evropskim letom kulturne dediščine, naša dediščina, kjer pretekla sreča prihodnost. Tudi danes nekako smo tako govorili, da v bistvu preteklost vedno napoveduje, bi lahko rekli, tudi prihodnost. Naslov razstave je pa zdaj, Silvija mi boš morala pa pomagati, ker je zelo sodobno na pot prihodnost z vlakom, Iz preteklosti prihodnost z vlakom, tako. Ena taka zanimiva tema, ki se ustvarjali otroci iz vrtca in mlade dijakinje, in vse to bomo povezali tudi z razstavo Alenka Žen Šuštašik. Četrtek najprej ob 10 z odprtjem te razstave Posavske muzejske vitrine, v petek pa potem tudi z javnim vodstvom, kjer upam, da bo tudi vam uspelo, če bo uspelo, razjemo, da še bomo javno službo. Ampak res hvala lepa vsem. Jaz vam eno skromno darilce še za naše gostje. Pa bom kar prosila, takor tisti del. V luči tako Evropskega leta kulturne dediščine kot v časti Ive Stiplošek smo mi ravno včeraj, je prišel iz tiskarne tak zvezek, ni tako običajen, kot je recimo bil ta Ivin, ampak nekako pa podoben, kjer seveda v ves čas spremlja tudi to njeno lepo vabilo, ljubno vabljeni in ciljeni. Tako da to je tak nov izdelek v našega muzeja z Evropo, ker je Evropsko leto kulturne dediščine, Evropo, ki seveda jo srečate v Viteški dvorani, ki je v bistvu tudi z velikim veseljem predstavljala Ivo Stiplošek. Tako da to je danes res premiera in bi se rada vam s tem zahvalila za ta večer, se pravi, predvsem našim zunanjim gostjem, gospa Franska, najlepša hvala vam. Gospa Božena je naša stalna sodelavka in smo zelo hvaležni, da nas tako lepo podpira in v bistvu, da res lepo sodelujemo. Jaz verjamem, da bo to še naprej, da boste z možem naša stalna gosta, pa boste potem enkrat tudi vi še kaj povedal, kako je to pri nas. Najlepša hvala Andreji Kostnik, ki je tako pogumno stopila k nam v Zalkam, sem tem, in povedala tudi te svoje izkušnje. Jaz sem res vesela, da si sprejela ta izziv in verjamem, da še prideš. Ker nam pa v soboto nekako gospod Kerto spregledali, pa jo lepo prosim, da si zahvalimo za so gradivo, tudi z enim skromnim darilcem na danes. Hvala tudi našim sodelavcem, odboru Ivana Dobočka iz Glas ideje. Hvala pa našem vam, ne še otip, se bomo še malo nazdravili, na smrt ne nazdravlja, našteloma, ampak po spomin pa se lahko nazdravlja in še povemo še neko besedo, pa še misel, lahko si gledate še v razstavi in preživite še nekaj časa skupaj z vsemi nami in pa vam želim res lep večer. Hvala.